Hvala lepa za besedo. Kot vidite, moja tema so aktivnosti milice v osamosvojitvenih procesih Republike Slovenije in v drugi polovici 80-ih let 20. stoletja. Torej, jaz bom dal poudarek temu, kar smo počeli v milici, kar smo počeli v organih za notranje zadeve, tako da bom nekoliko spregovoril o razvoju in organiziranosti milice po letu 67, ko je prišla ta pristojnost iz zvezne v republiško pristojnost, se pravi delovanje milice, nekaj vrtiskih Jugoslovanske ljudske armade in zveznega sekretariata, po širitvi mejnega pasu, o uvedbi enotnega informacijskega sistema, odporu proti nekaterim drugim željam po uveljavljanju zvezne zakonodaje na področju javne varnosti in tako naprej. Zdaj, te odnosi med notranjim, republiškim sekretariatom za notranje zadeve in zveznim sekretariatom za notranje zadeve je ves čas konec 80-ih let obstajala nekakšna dvojnost in nezadovoljstvo ob sodelovanju in medsebojnem komuniciranju. Na eni strani smo bili zavezani vsaj k formalnemu sodelovanju, na drugi strani pa smo morali odvračati poskuse neupravičenih posebej v našo samostojnost. Dogajanje Slovenije je bilo spremljeno z precejšnjim nezaupanjem in v zveznem sekretariatu za notranje zadeve so bili pripričani, da bi morali iz Slovenije prejemati šrtnejša poročila o delu milice in seveda republiškega sekretariata. Hkrati pa so iz zveznega sekretariata izražali zaskrbljenost in nezadovoljstvo glede neukrepanja organov za notranje zadeve v Sloveniji v zvezi z nekaterimi pojavi, ki so jih tudi označevali kot nacionalistične oziroma separatistične. Posebej pred akcijo Sever, tam res pa je, da je bilo ravnanje slovenske milice v obravnavanem obdobju težko opredeliti vselej kot zakonito, temveč bolj smo lahko rekli, da je bilo legitimno ravnanje, ki je bilo bolj posledica razumnega ravnanja milice v skladu z interesi slovenskega naroda, ki se je v tistem času opiral nekaterim odločitvam jugoslovanskega vodstva, ki je zaviralo v resnici razvoj demokracije v Sloveniji. Podobni so bili tudi seveda te odnosi med milico, organi za notranje zadeve in jugoslovansko ljudsko armado, upoštevajoče različna delovna področja pristojnosti. Obstajalo je sodelovanje, čeprav marsikdaj neformalno, bilo pa je tudi precej nezaupanja. Pomembni predstavniki jugoslovanske ljudske armade so pogosto izražali svoje nezadovoljstvo zaradi po njihovem mnenju preveč pasivne in tolerantne drže slovenskih miličnikov in drugih delavcev organov za notranje zadeve do aktualnih dogodkov v Sloveniji. Še zlasti so ugotavljali, kako reagiramo na odpore do jugoslovanske ljudske armade, na mirovna gibanja in kritični odnos do federacije, ki so mu pripisovali separatističnih značaj. Razvoj in organiziranost milice do leta 90 in njena vloga v smislu ali v sistemu vojaške obrambe je bila seveda tudi zelo pomembna. Mi vemo, kakšna je bila organiziranost milice v tistem času in kaj so bile takrat tudi ključne naloge, v katera so bila policijska opravila. Jaz se tega seveda v tem referatu ne dotikam, ampak se dotikam predvsem tistih nalog milice od leta, če hočete, 45. do 90. ki govori o tem, kako smo se v tem času pripravljali tudi za upravljanje nalog v sistemu vojaške obrambe, se pravi, da smo bili usmerjeni seveda tudi v ta del. Moram reči, da je od leta 45 do leta 80 bilo sprejetih 8 zakonov, ki je urejalo razvoj, organiziranost in pristojnost milice, kljub takšnim in drugačnim spremembam, da je ta vloga v sistemu vojaške obrambe ostajala ključna, vse do osamosvojitvene vojne, ko smo se tudi v praksi izkazali, pokazali, da obvladujemo obrambno varnost NATO, da imamo ta znanja in da smo usposobljeni tudi za takšne zadeve. Zato v naši državi torej se ni vse začelo z 15. majem 1990, kot nekateri to zelo radi govorijo in gradijo vse na tem,
da smo seveda takrat začeli delati drugače. Če samo spomnim na leto 1972, 24. juli, to je bila ustanovljena posebna enota milice za odločbo takratnega republiškega sekretarja za notranje zadeve na podlagi direktive. 2. novembra je bil ustanovljen v bistvu bataljon. To je bil pač razlog, vzrok je bil vdor ustaških teroristov preko območja, ki ga je takrat pokrivala postaja milice Radlje Obdave, kjer sem bil takrat tudi miličnik. Tako povem, da sva skupaj z Borisom Črnkom prva bila na tem kraju, ker so bili ustaši, ampak srečo sva imela, da so bili takrat že na Hrvaškem. Tako da od takrat naprej imamo tudi vemo, če ne bo posebej verjetnosti kolega Lunežnik kaj več spregovoril, zato ne bom sedaj o tem. Pred 52 leti je Slovenija, kot sem že prej rekel, dobila prvi zakon o notranjih zadevah, tako da je področje delovanja organov za notranje zadeve začelo potekati na ta način, da so vse zadeve, ki so bile v zvezni pristojnosti, so prešle v republiško pristojnost. Tistega 72. leta v republiško pristojnost prišlo tudi odločanje o uporabi zasilnih sredstev, uniformi in pa označbah funkcij oborožitve. Tako da lahko rečemo, da to leto 67 označimo kot neko prelomno, se je vodilo v pomembne spremembe, ki so v nadaljevanju svojega razvoja dali milice in organom za notranje zadeve tudi možnost za delovanje in na sekretariatu do samostojne Slovenije. Poleg navedenega je imel slovenski narod na področju delovanja obrambno-varnostnega sistema tudi izjemno izkušnjo v narodno-osvobodilnem boju, ko je zaživel koncept osvobodilne fronte slovenskega naroda. Tako smo v Sloveniji od leta 80 naprej razvijali tak koncept splošnega ljudskega odpora in pa družbene samozaščite, tako da smo dejansko dobili mi in pa seveda državljanke in državljani tudi določene izkušnje, znanje, spretnosti za delovanje v primeru vojne. Ta koncept je bil učinkovit, bil je izviren, Nemčniki so sprejeli to narodno zaščito kot neko svojo obveznost in seveda, ko je v letu 82 bil sprejet zakon, so potem sledile tudi nekatere smernice o delovanju na področju narodne zaščite, tako da jaz tukaj ne bi o tem kaj več govoril. Tukaj imate, kot vidite, te smernice, pa se tja do pravil postaje milice, ki je urejala niti zadeve. Jaz se bi tukaj malo bolj dotaknil pritiskov Jugoslovanske ljudske armade, poširjene pristojnosti vojakov pri varovanju državne meje. O tem je govoril Gane, vendar ne glede na to bi rekel, da je se v teh letih, konec 80-ih let, Jugoslovanska ljudska armada zelo prizadevala in vselovala to širjenje pristojnosti vojakov Jugoslovanske ljudske armade, poširjenje državne meje, se pravi tega mejnega pasa. Mi smo takrat imeli 671 km dolgo državno mejo in želeli so iz tega 100-metrskega pasa narediti 1 kilometrski mejni pas, v določenih primerih tudi še širši. Vi veste, kaj bi se v takem primeru seveda zgodilo, da bi lahko vojaki vidimirali, ustavljali in tako naprej, Gorica, Radljena in tako naprej, nekatera cela mesta. Seveda temu smo se uprli tudi zaradi tega, ker je Evropa seveda šla po drugi poti, kot je zagovarjala Jugoslovanska ljudska armada, tako da smo z temi argumenti tudi uspeli, tako da smo zavrnili te pritiske in na koncu seveda ni prišlo do tega. Kolega je prej tudi že omenil, da smo mi že v letu 1989, še pred samim mitingom resnice, začeli v bistvu v tajnosti pripravljati varovanje državne meje z Republiko Hrvaško in dejansko smo imeli ta koncept do konca pripravljen že v mesecu aprilu 1990. Tukaj lahko, če daš naprej,
vidite, da je bil ta predlog res izdelan v mesecu aprilu in da je bil takrat tudi izročen takratnikomu načelniku Slovenske milice, tukaj prisotnemu Čeliku. Jaz sem mu takrat izročil to zadevo, ker je minister Bavčar vikend Čeliku naročil, da mora pripraviti ten koncept, kako bi mi počeli, kaj bi delali, če bi prišlo do take situacije in tako da takoj, ko je Bavčar to zadevo dobil, je potem imenoval novo delovno skupino, ki sem jaz potem vodil za to zadevo. Zdaj, ena od takih zahtev je bila tudi zahteva po enotenju uniforme milice v Jugoslaviji, se pravi, tukaj je zvezni sekretariat pač seveda zelo pritiskal in zahteval, da bi v celotni državi imeli enotno uniformo, torej, da bi pač lahko bili tako oblečeni, da če bi nekdo prišel v mejo s Hrvaško ali pa Srbije in tako naprej, vsi enaki. Jaz mislim, da ni potrebno zdaj v tem veliko govoriti, kaj bi to pomenilo v času osamosvojitvenih procesov, kaj bi to pomenilo v času vojne in tako naprej. Mi smo se temu seveda zelo na široko upirali in seveda nismo pristali v to zgodbo, pristali smo v bistvu le na to, da smo si dali ustrezen del uniforme in pa na vratno častinskega kompleta uniforme, jopiča komplet oziroma značko v obliki zveznega grba. To je vse, kar smo seveda pristali. Mislim, da to je 3 leta smo obravnavali po različnih komisijah in na koncu seveda tudi v tem smislu uspeli. Ena huda poteza je bila tudi to, da kar je po mojem bistveno manj znano slovenski javnosti, da so seveda v zvezdnem sekretariatu pritiskali in poskušali vzpostaviti enotni informacijski sistem organov za notranje zadeve v Jugoslaviji, ki so ga v zvezdnem sekretariatu v bistvu sprožili že leta 1987 po sprejetju zakona o izvajanju notranjih zadev iz pristojnosti zvezdnih upravnih organov 85-86 leto. Šlo je za poskus, da bi pač v notranjih zadevah na zvezdni ravni, računalniško seveda, namesto dosedanjega obdelovanja anonimnih statističnih podatkov, vezanih na izvajanje nalog organov za notranje zadeve na področju javne varnosti in upravnih notranjih zadev, ki so jih v zvezdnem sekretariatu uporabljali za potrebe statističnega poročanja, seveda vzpostavili registre oziroma evidence podatkov o osebah, predmetih in pa dogodkih. Tudi tukaj mislim, da mi ni potrebno kaj veliko razlagati, kaj bi to pomenilo, kakšni spiski bi nastajali, kdo bi bil vse na teh spiskih lahko in kako potrebni takšni podatki bi bili takrat zvezdnemu ministrstvu, zvezdne oblasti, ko so pri nas seveda intenzivno potekali osamosvojitveni procesi, pa tudi sama vojna za samostojno Slovenijo. Bilo je tudi veliko pritiskov, ker se je pač poudarjalo in na vsak način želelo seveda pridobiti določene zvezdne pristojnosti ministrstva tudi na področju javne varnosti. Bila je že danes omenjena ta zvezdna brigada. Mi smo takrat rekli, da kot inštitucija seveda v nobenem primeru ne bomo pošiljali policistov v zvezdno brigado, da pa nam ne bi, ne vem kako močno učitelji, smo dali javni razpis. Mislim, da so se takrat enotrije javili, pa so na koncu potem tudi premislili. Tako da iz tega ni bilo nič. Seveda moram pa tudi povedati, to je bilo prej tudi rečeno, da so slovenski miličniki seveda na Kosovo bili formalni podrejeni zvezdni brigadi, dejansko pa so bili odgovorni republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Tako da v bistvu ničesar naši miličniki na Kosovo niso mogli narediti čisto neki njihovi direktivi, vedno je nekdo tukaj v Sloveniji rekel, to dovolimo, to pa ne dovolimo. Ne se zelo spomnim, kako so enkrat želeli pri nekem napadu
miličniki dati v prvo vrsto, če da imamo zelo dobre neprebojne jopiče, da imamo strašno dobro orožje in tako naprej. Jaz sem takrat tudi dol bil in smo pač rekli, da mi vam damo jopiče, puške, vse skupaj pokrite v prvo vrsto, mi bomo pa zadnje v rezervi. Te naši miličniki so seveda morali tudi na Kosovo, ko so upravljali svoje naloge, seveda upoštevati našo zakonodajo. Tukaj bi rad rekel še tudi to, da je milica imela tudi bolj liberalnejši pristop pri izvajanju določenih nalog na področju varstva ustavne ureditve oziroma pri pregonu kaznivih dejanj prekrškov, kot smo jih radi rekli, za političnim obeležjem. Mi smo takrat v pravilih postaje milice, se spomnite, napisali tudi kot neko institucijo, neki organ, varnostni kolegi, ki se je pač v takem primeru, če je bilo kaj takšnega, seveda zbral, smo malo podiskutirali in so ponavadi rekli, bomo izrekli upozorilo in smo nekako šli skozi. To seveda Beogradu enostavno v nobenem primeru seveda ni bilo všeč. Moram reči, da tudi v poznih letih tudi milica ni več celoti sprejemala tistega koncepta in delovanja, ki ga nam silevala v bistvu služba državne varnosti. Smo imeli kar velike konflikte včasih zaradi upravljanja določenih nalog. Da to, kar je ta postojnski inšpektor govoril na tisti strankarski televiziji, tako je nastala nova oblast, po 15. maju, da je imel kar za 70% več časa za delo operativno, kar prej se je za 70% upravljanja za varstvo ustavne ureditve. Jaz mislim, da on sploh ne ve, kaj je bistvo varstva ustavne ureditve. Tudi sam sem sedaj v državnem zboru govoril o tem, in je prav žalostno, če beremo resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, ali če pogledamo zakonodajo, mi 20 let imamo zakonodajo nikjer napisano, kdo skrbi za varstvo ustavne ureditve, lahko je samo skrito, preprečujemo, odkrivamo, preiskujemo kazniva dejanja, pa dve popravi kaznivih dejanj so taki, ki tam to je in seveda veliki strokovnjaki pač pišejo zdaj tako resolucijo, ki tudi na prvo mesto daje varstvo ustavne ureditve inštitucij, ko pa rečejo, ob tem je pa treba še spoštovati človekove pravice, torej smo se vrnili. In tako, ko smo prej rekli, da če državna varnost delala po notranjem sovražniku, da smo pač to zamenjali, pač lahko Sova spremljala notranje grožnje. Samo drugo ime za isto zadevo, mi kot Združenje Sever smo tudi v tem smislu dali pisne pripombe, se stavljajo za te uredbe in tudi rekli, da če že sprejemajo neke področne strategije v sodelovanju z civilno družbo, z temi nevladnimi organizacijami, potem naj na prvo mesto napišejo, da bojo takšno sprejeli za veteranske, domoljubne in pa druge organizacije. Upam, da bojo tudi delno upoštevali. Zdaj, tukaj v nadaljevanju sem pač namenil par stavkov za varovanega območja Gotenice. Vi veste, da je to pač nekaj skrivnega, neka velika skrivnost. Seveda, ko je prišla nova oblast, mislim, da ne vem, kaj tam našli. Jaz mislim, da se države imajo po kakšne take lokacije, na katero mesto se lahko pač aktualna oblast umakne v nekih izrednih primerih. Moram reči, da to območje je v bistvu varovala Jugoslovanska ljudska armada več čas, vendar ko so se začeli ti konflikti, ki sem jih prej na nek način tudi omenil, smo tudi bili malo skeptični okrog teh vojakov, ki so varovali te objekte. So bili tudi v bistvu dobro situirani, bom rekel, nadstandardno so živeli, se prehranjevali in tako naprej. Vendar zaradi teh zapletov, ki so nastajali, so zadnja leta bili tudi te vojaki, ki so varovali ta zunanji krog Gotenice, v bistvu oboroženi s puškami, pa brez metkov, ker se pač jim nekako ni zaupalo. Kasneje, mislim, da do začetku leta
90 pa so jih zamenjali miličniki, in sicer, kot imate tam napisano, da je to prevzela milica pod poveljstvom Petra Šelnika, ki je bil pa komandir policijske postaje Kočevska Reka. Je pa res, da so še odpravijo, dodatno zavarovali to Botanico, tega 6. ko so upadli do ta objekt malo na čuden način, da bi danes o tem govoril. Zdaj, seveda, res, da smo danes rekli, da bomo predvsem govorili o tem napovedanem mitingu 25. marec 1989, vendar vseeno je treba po vsej verjetnosti reči tudi par stavkov o sami akciji Sever, ki je bila pač zelo pomembna, ni bila klasična akcija, ampak jo smo vse, če ne prej, pred 10 leti, nekako tudi v politiki, strokovni javnosti, drugi javnosti prikazali kot in je bila sprejeta kot en pomemben prispevek v okviru samosvojitvenih procesov za samostojno državo. V tem času milica seveda ni bila v službi države, kot torej bivše Jugoslavije, tudi ne komunistične partije, kot nam danes pač očitajo, da smo bili 14. maja pač komunistična milica, 15. smo bili pa že Demosova, nismo bili ne Demosova, nismo bili ne komunistična, pa smo vedno delali po zakonu, se pravi, vedno smo skrbeli za red, za javno varnost, za varnost ljudi in premoženja. Ne nazadnje to kaže tudi to, da je zakon o notranjih zadevah, ki je bil sprejet leta 80, veljal v bistvu do leta 98. Če bi res bili mi takšni, kot eni govorijo, bi bilo treba že en dan prej ta zakon spremeniti, da bi pač mi delali tako, kot je želel Desus. Mogoče pa bilo tudi to moteče, da nismo tako delali, da se tudi kasneje, tako kot prej, nismo ukvarjali z dnevno politiko in s tisto, kar se nam učita, da smo delali, spravljali določene naloge, pa nočejo oblasta ustavne ureditve so pač brezskladno, predvsem neke druge službe. Takrat, ko je bila akcija Sever, daš naprej, smo imeli tudi operativni štab, ki je funkcioniral, naloge štaba so bile zelo jasno opredeljene, kako delovati. Bila je takrat, bi rekel, eno takšno delo vodenje, ki je bilo zelo v redu. Mislim, nobenih, kako bi rekel, zavor ali pa steklo je vse tako, ko smo se zmedli in tam smo se zadevo, moram reči, da je takratni sekretar res naredil vse potrebno in da nam je pustil in dal odprte roke, da smo lahko izvajali te zadeve. Tudi posebna enota milice je bila takrat v določenih funkcijah. Če greš kar naprej, v tej akciji je sodelovalo, vidite, ogromno delavcev, organov za notranje zadeve, če tako rečem, 6470, vse verjetnosti božunežnih. Kaj več o tem govori, zato jaz o tem ne bom. Seveda, če gremo naprej, nikoli nismo pozabili, tudi pred 10 leti, jaz mislim, da tudi letos ne bomo pozabili, da so v okviru akcije Sever sodelovali tudi druge organizacije, institucije, klinični center, zavodi za prestajanje zapornih kazni, Slovenske železnice, glede na to, kar govori Kmetič, njemu podobni so bili tako ali tako glavni. Ne povejo pa tega, da so nam hude probleme naredili, da so zadnji 4 dni rekli, da ne bojo prevažali, da smo mogli naše sile preusmeriti na cestne mejne prehode, celo proti Italiji, da so bile pač najave potem drugačne in so se potrojile število avtobusov, kot pa jih je bilo prej. Ampak, pogledajte, vsak ima pravico pač govoriti, tako kot se govorijo, seveda ni dobro. Tako da akcija Sever je sigurno bila začetek prvega javnega odpora proti zvezni oblasti in pa nadaljevanje procesov teh dogodkov, ki so se nekno stopnjevali in tako naprej. Takratna milica, njihovi pripadniki, miliči, ki so bili po vseh
mogočih kriterijih ocenah in mnenjih. Je rekel tudi lahko, pravi domoljubi, vedeli so, kaj morajo početi v tistem času in so se v največji meri identificirali za tistimi, ki ne spoštujejo, temveč tudi zagotavljajo osnovne človekove vrednote in demokratične načela oziroma načela takrat pravne in socialne države. In zaradi tega, ker je v tistem času kritično, da so v tem kritičnem času seveda res delali, kot sem že rekel prej, po zakonu, ne pa, da bi bili v službi neke države, ki so seveda v tem smislu, mislim, nakodaš naprej na Jugoslavijo. Zdaj, zato beseda sever, kar nam mogoče včasih nekateri učite, tudi Bavčar, v lanskem letu, zdaj pa naš prijatelj, Gorenak, neki predaval policijsko pravo, je predaval na fakulteti, na Evropski pravni fakulteti, pa tudi predaval 45. leta zgodovino. Pa zdaj se je pa ostavil po 15. maju. Tako da, to ime sever, moram reči, da je v bistvu ta beseda v tistih časih kazala pač na določen odpor slovenske milice na nekatere rešitve, ki je pač takrat ponujal Jugoslavija, Zvezni sekretariat za notranje zadeve oziroma Jugoslovanska ljudska armada. In prav zaradi tega ta beseda sever nikakor ni le sinonim za delovanje slovenske milice v času preprečitve mitinga resnice v Sloveniji, temveč je tudi sinonim za delovanje slovenske milice v času vseh procesov, tudi tistih v času razvoja demokracije v Republiki Sloveniji, ki so prispevali kasneje k osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. V tem pa je potrebno seveda poudariti, da je akcija Sever pokazala, da je Slovenija sposobna tudi za silo zavarovati svoje tedajše republiško suverenost in doseženo stopnjo demokracije. Žal tega se služila ne jugoslovanske, ne srbske oblasti in prav kako ne vrhela, niso bili sposobni dojeti, zato je pač čez leto dni, dobro leto dni, pol prišlo tudi do oborožene intervencije, ter so slovenske oborožene sile, če rečem teritorijalna pravna milica, se razceli zelo uspešno zoprstavila. Če gremo naprej, lahko rečemo, da brez takšne, naprej. No, bom na desni strani se vidi. To, ja. Zdaj, lahko bi nekako tako povzeli, da brez takšne milice seveda ne bi bilo uspešno prevzemanje mejnih prehodov in carine, ne bi bilo uspehov v prvih vojnih spopadih, ne bi bilo varnih poti slovenskih predstavnikov na mirovna pogajanja in tako naprej, ne na milijone. Seveda, da se s tem smo pokazali tudi o tem, kaj je slovenska resnica, tudi od zunaj. Tako da je v tem času seveda milica odigrala zelo vitalno ali pa pomembno vlogo pri vseh teh zadevah. Zlasti je problem, ko se včasih nekateri se prav fino je, če pišemo knjige, tudi mi seveda spodbujamo, ampak prav je, da kadar pišemo, da imamo zadnje dokumente, prave podatke, tako kot se je zdaj nam zgodilo na Koroškem, ker so 3 zgodovinarji zraven, doktorji znanosti, pa govorijo o tem, da so vse mejne prehode na Koroškem, Štajerskem, Prekmurju zasedli, kar sploh ni res, ne vse je zasedla policija, tudi stražnice. Edino, kjer je bil problem, je bila Radvana in je bil Holmec. Zdaj seveda take stvari popravljate, s takimi stvari zelo prizadenemo vse tiste veličnike, ki so bili na teh prehodih in tako dalje, tako da seveda bo potrebno seveda na take stvari paziti in seveda treba je pač pisati res tisto, kar je res. Letos
policijski veterani seveda z ponosom praznujemo 30. obletnico akcije Sever in 25. obletnico delovanja Združenja Sever, ki se je pač imenovala takrat kot akcija Sever. Pred 30 leti smo bili proti delavcu organov za notranje zadeve Milčnik je eden od ključnih nosilcev aktivnosti za preprečitev te politične manifestacije jugoslovanskih separatističnih sil v Ljubljani, katere cilj je bil, kot veste, ustvariti izredne razmere in straniti takratno vojsko, o čemer je govoril Brane. Tako smo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočili najprej sprejem zakona o političnih strankah v decembru na izvedbo demokratičnih volitev in pa nastanek samostojne, neodvisne in suverene države. Zdaj ta oba jubileja bomo počastili o podpori tudi predsednika vlade, Marjana Šarca, počasnega pokrovitelja in slavnostnega govornika na osrednji proslavi 30. obletnice akcije Sever. Seveda je pa tudi ta današnja okrogla miza seveda namenjena ali pa začetek vseh teh naših aktivnosti, ki bomo jih imeli vso to leto. Tako da izkoriščam to priložnost, da vam pač povem, da bo imenovan organizacijski odbor skupaj z policijo. Z policijo smo že govorili tudi z ministrom in jim pač dali na nek način vedeti, da je to ta praznik, obletnica, 30. obletnica, predvsem stvar sedanje policije in ministrstva. Mi takrat nismo bili veterani, mi smo veteransko organizacijo ustanovili 94. Seveda smo pa eni od tistih, ki smo najbolj pripravljeni, da seveda ustrezno obeležimo to obletnico, seveda mora pa stati in zatem stati tudi država, se pravi tudi policija in pa ministrstvo je to zagotovilo